Hrvaška je dežela, ker ljudje cenijo tradicionalen pristop k hrani in spoštujejo avtentičnost lastnih kuhinj, saj je skozi zgodovino naša južna soseda bila pravo stičišče različnih kultur, s tem pa tudi različnih kulinaričnih navad. In prav to stičišče, prepletanje turističnih atrakcij v povezavi z regionalno kulinariko, je osrednji motiv letošnjega projekta Kulinarični zakladi Hrvaške. Tudi letos je naša televizija, tako kot je to praksa zadnjih nekaj let, s partnerjem Hrvaško turistično skupnostjo v Sloveniji združila moči in zasnovala medijski projekt, ki bo slovenski javnosti s pomočjo žive televizijske slike vašega kanala prikazala in približala dodatne možnosti preživljanja počitnic in spoznavanje Hrvaške, dežele turizma. Hrvaška je med Slovenci tradicionalno priljubljena turistična destinacija, vendar pa je zmotno prepričanje, da je Hrvaška samo morje, sonce, ribe, še veliko večje. In prav to želimo v letošnjem letu gledalcem televizije vaš kanal predstaviti. Mene zelo veseli, da je Hrvaška pri Slovenci zelo priljubljena, ker to pravijo tudi številke. V lanskem letu nas je obiskalo več kot 1 200 000 slovenskih gostov, ki so pri nas ustvarili 7 400 000 nočitev. Čeprav je res to, kaj ste povedali, mi mislimo, da Hrvaška ni več samo sonce in morje, čeprav je to še vedno največji del naše ponudbe, vendar imamo tudi bogatu ostalo ponudbo v predsezoni, v posezoni, v notranjosti Hrvaške in mi bomo v tej seriji naših oddaj poskušali pokazati, predstaviti vašim gledalcem, da je Hrvaška res veliko več od tega, da je samo sonce in morje. No, poudarek bo na odlični kulinariki in seveda zraven sodijo tudi odlična hrvaška vina. To pomeni, to je eden novih, paradnih konjev, na katere stavite v hrvaškem turizmu. Ja, res je. Mi mislimo, da je naša kulinarika in gastronomija, ki je povezana z mediteranskim načinom prehrane, ena od naših konkurenčnih prednosti. S tem seveda tudi vezana enologija, bogata ponudba naših avtohtonih vin. Vemo, da vsi radi pojemo kaj dobrega, spijemo tudi. Mislim, da tudi večina slovenskih gostov tako misli in smo se odločili, da poskušamo na ta način, torej s čim boljšo predstavitvijo te naše ponudbe, privabiti tudi še več slovenskih gostov na Hrvaško. No, ampak predstavitev te ponudbe, o kateri govoriva zdaj, je pa še posebej aktualna pred glavno poletno sezono, torej v predsezoni in po sezoni. Ona je res posebej pomembna v predsezoni, v tem obdobju med marcem in junijem, ko smo mi še najbolj zainteresirani, da privabimo čim več naših gostov, seveda ne samo slovenskih, tudi ostalih na hrvaško obalo, ker, saj veste, od 2 ali 3 meseca glavne sezone se ne da preživeti. Nujnost nekako obstanka turizma pri nas je podaljšanje turistične sezone na najmanj 6 do 7 mesecev. No in obiskali bomo v tej predsezoni različne destinacije. V tej prvi oddaji smo v Istri, smo v srčju zelene Istre. Kam še gremo? Mene zelo veseli, ker seveda, da vem vsa mesta in poznam vsa mesta, katera bomo obiskali. Zdaj smo v Istri, njenemu izjemnome imanju te Kazi Parancani, ki je res nekaj posebnega v tej ponudbi kulinarični, tudi aktivnih počitnic, enologije in vsega ostalega. Mi bomo potem obiskali na Kvarnerju še eno izjemno mesto, bomo ga predstavili, ko bo prišel čas za to. Potem gremo v Zadarsko regijo, v Splitsku regijo, kjer bomo poskušali nekaj od tih najboljših avtohtonih dalmatinskih specialitet in potem bomo se malo preselili v notranjost Hrvaške, ki enako tako ima ogromno tega za ponuditi v segmentu kulinarike in enologije. Bomo obiskali Zagrebško regijo, potem še Međimursko in Varaždinsko, ki tudi mejijo za Slovenijo in so bolj pristopačni. No in kot za vsak projekt spodobi, mu je potrebno dati nekako srečno popotnico za na pot in ker smo začeli v Istri, predlagam, da midva nazdraviva z eno odlično Malvazijo in rečemo projektu srečno na pot. Z velikim veseljem. No in po zdravici dobrodošlice začnimo s poznavanjem Istre.
Nekoč je navdušen potnik Istro poimenoval Vilinska dežela. Zagotovo ni slutil, da bo tovrstno doživetje največjega jadranskega polotoka vse do danes ostalo njen najpristnejši opis. Kamorkoli stopi popotnikova noga, se mu Istra pokaže kot pravljična dežela. Dežela, ki obstaja tudi v resničnosti. Ime polotoka Istra izvira iz imena ilirskega plemena Histri. Hrvaška Istra je turistično območje, kamor Slovenci izredno radi zahajajo. Je destinacija, ki so jo na nek način vzeli za svojo. In kje so razlogi, da se naši ljudje v Istro tako radi vračajo? Evo, prije svega moram istaknuti da Istra svojom turističkom ponudom ugošće veliki broj Slovenaca koji dolaze u Istru i samim time Slovence pozicioniraju odmah na drugom mjestu po razredu dolaska, obzirom da su evo naši stalni učestali gosti. Toplo, modro, čisto more i mediteranska klima sa više od 2300 sunčevih sati jesu definitivno razlozi dakle, zašto je Istra oduvijek bila atraktivna još i od povijesti, a danas Istra broji otprilike nešto više od 3 milijuna dolazaka godišnje. Številni svetovni turistični vodiči primerjajo Istro z italijansko Toskano ter jo uvrščajo med najatraktivnejša turistična območja na svetu. Uz plavu Istru, dakle uz razvedenu obalu, dakle primorsku Istru, isto tako svoje mjesto zauzima i zelena Istra, odnosno srednjovjekovni gradići koji se nalaze na brdašcima, odnosno koji su uzdignuti nad vinogradima i maslinicima čiji vrhunski proizvodi su prepoznatljivi diljem svijeta. Kad pričamo s aspekta slovenskih turista, odnosno gostiju, moram reći da su glavni aduti dakle, blizina, poznavanje jezika, dakle, prirodne ljepote, poznavanje kulture i svi sadržaji koji se nude tijekom ljetnih mjeseci. Dakle, to su aduti zašto svake godine imamo sve veći broj slovenskih gostiju. Slovenci smo prepoznali spremembe, ki so jih istrski turistični delavci udejanjili v zadnjem desetletju, posebej poudari naš sogovornik. Vedno več je obiskovalcev, ki pridejo v Istro na krajši nekaj-dnevni oddih. Prosti čas preživljajo zelo aktivno. Bodisi da raziskujejo bogato kulinarično zakladnico, okušajo odlična istrska vina ali pa obiščajo tradicionalne prireditve, ki jih je na celotnem območju Istre pred, med in po glavni turistični sezoni res veliko. Tu mogu spomenuti dani šparoga, dani maslinovih ulja, istarskog pršuta, dani tartufa, dakle i svega ostalog. Sigurno jedan razlog dolaska u Istru je definitivno za one više avanturističkog duha, dakle svi sportaši koji dolaze u Istru imaju razgradnutu mrežu biciklističkih staza koji vode do, ajmo reći, skrivenih kutaka unutrašnjosti naše lijepe Istre, isto tako do nautičkog turizma koji se razvija svake godine, ronilačkog turizma i svega ostalog. In če smo že omenili, da je Istra vilinska dežela, potem je potrebno povedati, da ima vsak letni čas v sebi nekaj čarobnega. Pomladna Istra, kar še posebej velja za njeno notranjost, obiskovalcu ponudi številna doživetja, od kulinaričnih užitkov, spoznavanja kmečjih turizmov in vinskih kleti do športnega udejstvovanja. Vendar pa brez gostoljubnih in prijaznih ljudi, ki na vsakem koraku odsevajo poseben istrski melos, Istra ne bi mogla biti to, kar je, zgodba o uspehu. To su sve razlozi gdje se čovjek osjeća spokojno, gdje se čovjek osjeća pozitivno i jednostavno vibrira jedna pozitivna energija. Turizam u Istri je kroz cijelu godinu aktualan, predstoji sada razdoblje turističke sezone kad su intenzivne pripreme, kad se više manje objekti počinju otvarati, ali dakako evo i zimski dio godine koji je sada aktualan isto tako ima nešto ponuditi za sve goste i posjetioce. Pričakujejo, da bo letošnja glavna sezona uspešna in najmanj na ravni dosežkov minulega leta. V lanskem letu jih je obiskalo dobre 3 milijone turistov, ki so ustvarili za 22 milijonov nočitev, kar je, tako Franinović, zelo dober dosežek.
s čim naj bi Istra v prihodnje dosegla še odmevnejšo prepoznavnost na svetovnem turističnem zemljevidu. Pa glavni brendovi su definitivno dakle istarska gastronomija, tu su dakle prisutna istarska vina, zatim delicije poput istarskog pršuta, odnosno poznatog istarskog tartufa, kada imamo dane tartufa u ovom sjevernom klasteru. Zatim tu imamo razne sportske sadržaje, biciklističke staze, ronilački turizam, nautički turizam svuda po zapadnoj i obali Istre. Dakle, jednu turističku ponudu koja može zadovoljiti svakog modernog gosta. Kulinarično igro okusov Istre smo doživeli in začutili v njenem severnem delu, v zelenem osrčju 2 km od mesta Buje in 10 km stran od morja. V simpatični istrski vasici Volpija je na svoje mesto našla Casa Romantica La Parenzana, avtentična istrska hiša opremljena v rustikalnem stilu, kjer si na simpatičen način zgodovina deli in podaja prostor v sozvočju z vsem, kar sodobni turist danes potrebuje. Pred 7 leti je lastnik Guido Schwengersbauer, po rodu Avstrijec, povezal 4 stare istrske hiše med seboj v počitniški objekt in začel zgodbo, v kateri ohranja zgodovinski spomin na Parenzano. Ponudbo pa dopolnjuje z naravno, zdravo in avtohtono istrsko kuhinjo. Mi smo direktno na pruzi, znači 50 metara iza kuće prolazi bivša pruga. Danas biciklistička staza kroz 3 zemlje, Italije, Slovenije i Hrvatske. Mi smo se vezali s našom kućom na to prugu, pružamo znači smještaj, hranu i piće sa biciklisti koje tu prolaze. Njihova vrata pa so odprta tudi za vse tiste, ki si želijo miru in nekoliko drugačnih počitnic. Namesto morja in sonca spoznavati osrčje zelene Istre, njeno kuhinjo in vina. Naš gostitelj je v Istro prišel prvič pred 35 leti, se vanjo zaljubil in ostal zavedno. Velja za enega največjih poznavalcev istrske kuhinje, ki jo dopolnjujejo z vrhunskimi vini, proizvedenimi v osrčju zelenega polotoka. In kaj je posebnost istrske kulinarično-enološke ponudbe? Naše vinari i ovi proizvođači koji proizvode hranu još uvijek su dosta autentični, recimo tako. Nije se još, mi još uvijek proizvodimo to što sami možemo još svojim rukama raditi. To znači naši vinari nisu ogromne, nego tu je relacija 100-120 tisuća boca godišnje. Tako i proizvođači hrane. Nismo spremni za Mercator, ali smo spremni za naše ugostiteljstvo, salata, pomidor, voće, povrće. I imamo još u Istri sreću da ima još i mlin. Znači vi možete pšenicu još otkupiti od seljaka, sami ga samliti kako vi ga hoćete za kruh i tako proizvoditi svoj vlastiti kruh. Sve su to prednosti koje drugi više nemaju ili su postali jako skupe te usluge. I mi još u Istri imamo taj nivel da možemo to još držati između ponuđeno i platitelja, da tu nađemo neku granicu da ne pretjerujemo. Oskoterna železniška proga Parenzana je povezovala Trst in Poreč med letoma 1902 in 1935. Proga je v tistih časih omogočila razvoj najoddaljenim in najrevnejšim predelom Istre. V sobi muzeju Parenzana ohranjajo tehnološko dediščino, saj se Casa Parenzana nahaja tik ob progi nekdanje oskoterne železnice, ki je potekala na relaciji Trst-Poreč. Čeprav je zadnji vlak po progi odsopihal pred 79 leti, pa je po zaslugi gospoda Gvida v njegovi muzejski sobi moč podoživeti zgodbo te za Istro nekoč tako pomembne prometne povezave. Probali smo skupiti. Gledali smo po muzejima u Trstu i u Izoli i vidjeli smo da malo stvari su zapravo tu od strane te željeznice. Malo je ostalo. Mussolini je tu napravio cijeli posao, ne poništio to prugu do kraja, ali uvijek se nađe nešto. Pa tako smo malo razglasili to po Austriji, po Njemačkoj i po Italiji i danas možemo reći da imamo preko 200 vrijednih predmeta
te pruge, što su direktno vezani uz prugu. Imamo i knjige, imamo i nacrte, imamo i čak sablju od kapostanice, original, jedan primjerak i puno malih sitnih stvari koje smo skupili od tih godina i tu stavili u sobu Sala Parenzana. Kako se zove pruga? Stara željeznička pruga između Trsta i Poreča. Odgovore pošljite do ponedeljka 24. marca na dopisnici Televizija Vaš kanal pod Bevškova 12 8000 Novo mesto s pripisom Igra okusov Istre. Preko elektronske pošte na naslov kulinaricni zakladi Hrvaške @tv-nm.si ali preko Facebook strani Televizije Vaš kanal. Danes se ne moremo v Caso Romantica La Parenzana pripeljati z vlakom, smo pa pri njih lahko zelo hitro, saj nam to omogoča avtocestna povezava. Iz Ljubljane mimo Kopra čez mejni prehod Dragonja vožnjo nadaljujemo v smeri proti Bujam in smo v vasi Volpiji v dobrih 2 urah. Prijazni gostitelji vam omogočijo izposojo kolesa, s katerim se lahko zapeljete po nekdanji trasi železniške proge. Če boste ostali kakšen dan več, lahko prespite v eni od 16 rustikalno opremljenih sob. Vaše brbončice pa bodo razvajali z odlično istrsko hrano in žlahtno kapljico. Na vprašanje, koliko nas bo to stalo, je gostitelj navajen takšnih vprašanj pomirljivo odgovoril. Gledajte, naše cijene su cijelu godinu isto. Mi ne mijenjamo, mi imamo samo jednu cijenu. Ta cijena je 39 € po osobi, spavanje sa doručkom. Naš doručak je, recimo, arhaični malo, nema kupljene stvari, nego samo to što mi proizvodimo u kući. I ako pričamo u nekom meniju 25 € možete se lijepo najesti u kuću Parenzana. Profesionalen odnos, inovativen pristop in avtohtona kuhinja, prijaznost in drugačnost so vzroki, da so do danes prejeli kar nekaj prestižnih nagrad in priznanj, tako hrvaških kot iz tujine. Pri njih se gost resnično počuti kot kralj. A največja nagrada po mnenju Gvida Schwenges-Bavarja so zadovoljni gostje, ki se radi vračajo. Posebnost ponudbe Casa Romantica Parenzana je njihova kuhinja, v kateri pripravljajo regionalne istrske specialitete na star avtohton način. Kuhinja sloni na uporabi naravnih sestavin glede na letni čas, jedi pa pripravljajo na način, kot so to delale njihove none. Kuharski mojster Sergio Ražman je tako pripravil jedi, ki so v njihovi ponudbi svojevrstna posebnost. Jedi pod peko, avtohtone testenine pljukanci, fuži, ravioli, domač kruh pripravljen na star istrski način. Regionalne specialitete v veliki večini pripravljajo pod peko. Način priprave sloni na več kot 100-letni tradiciji in to je eden od razlogov, da jih obiskujejo jedci od blizu in daleč. Po besedah kuharskega mojstra pod peko pripravljajo po starem istrskem načinu. Od nekdaj uporabljajo samo 3 vrste mesa, teletino, jagnetino in svinjino. Za tokratno kulinarično zgodbo je Ražman izbral teletino. Najprej je v posodi za peko naredil posteljico iz krompirja in vanjo položil meso, ga natrl s soljo in poprom, dodal pristno istrsko oljčno olje in vse zalil z domačo istrsko malvazijo. Jed je bila tako pripravljena za peko. Naš sogovornik je izpostavil, da je poleg kakovostne priprave jedi izrednega pomena pravilno pripravljeno korišče in žerjavica. Peka se pokrije z lito železnim pokrovom in obilno obloži žerjavico. Peči pustijo 2 uri. Po 1 uri pečenja kuharski mojster preveri, če je vse v redu in nekoliko zmanjša intenzivnost žerjavice in s tem pečenja. Moram priznati, da je jed odlično uspela. Pri jedi smo neizmerno uživali. Užitek je dodatno dopolnila hišna malvazija ter spečen domač kruh, ki ga Ražman pripravi po receptu, kot je to delala njegova babica. Za pripravo pravega domačega istrskega kruha potrebujete moko, kvas, sladkor, mleko, vodo in svinjsko mast.
Sestavine z občutkom mešamo dobrih 5 minut, nato testo premesimo, pokrijemo in pustimo na toplem vzhajati pol ure. Preden damo kruh peči, je obvezno potrebno z nožem narediti križ, je še dodal kuharski mojster. V vsaki oddaji vam bomo pokazali en značilen recept, ki ga lahko poizkusite pripraviti tudi doma. Sergio Ražman, vodja kuhinje v Kasi Romantika Paranzana, je pripravil posebnost njihove kuhinje, testenine pljukanci, ki jih pripravljajo na star avtohton istrski način. Za pripravo potrebujemo moko, sol, oljčno olje in mlačno vodo. Moko posolimo, dodamo oljčno olje in mlačno vodo ter maso premešamo. Testo mora biti elastično in dobro premešano, za kar si je potrebno vzeti nekaj časa. Tako pripravljeno testo pustimo shajati pol ure. Evo, sad ćemo uzeti naše famozne pljukance koje je tijesto odmarao pola sata. Sad ćemo ga malo obraditi. Tijesto mora biti, pogledajte ovdje, dobro, malo mekše. Ćemo ga malo oblikovati. Sad ćemo tijesto razvaljati, otprilike 1 cm debelo. Bomo ga sada narezali na male njokice. I sada naše none jedanput su rekli da su pljuvali ruke, uzimali komad tijesta i valjale pljukance. To bi bili famozni pljukanci istarski. V eni uri je moč narediti do 2 kg pljukancev, je pa to jed, ki počasi izumira, je še dodal vodja kuhinje. Pljukance lahko pripravimo z različnimi omakami, ker je v spomladanskem času v Istri sezona špargljev, je bila logična odločitev. Pljukanci šparglji. Dragi gledatelji, nabrojite 2 vrste testenine avtohtone koje se pripremaju u Kasi Paranzani. Odgovore pošljite do ponedeljka, 24. marca na dopisnici Televizija Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto s pripisom Igra okusov Istre ali preko elektronske pošte na naslov kulinaricni zakladi Hrvaške afna.tv-nm.si ali preko Facebook strani Televizije Vaš kanal. V zelenem osrčju severne Istre, v kraju Volpija, se je ponovno izkazala, da so vezi med Slovenijo in Hrvaško prepletene mnogo globje, kot bi si mislili. Če smo še bolj natančni, vzpostavljen je sorodstveni most med Novim mestom in njegovo slikarsko ikono Božidarjem Jakcem. Med našim obiskom smo imeli priložnost poznati daljno sorodnico novomeškega slikarja Irene Jakac, ki je Božidarja Jakca prvič videla in spoznala kot 4-letna deklica, saj je bil novomeški slikar tesen prijatelj njenega dedka. Zaupala nam je, da se še posebno dobro spominja prvega srečanja, ko je Jakac portretiral njihovo rojstno hišo. Ob njem je stala žena Tatjana, ki je skrbela, da otroci ne bi slikarja motili med delom. Gospa Irene Jakac zadnja leta s sestrami živi v Volpiji, kamor je Božidar Jakac zelo rad prihajal, večinoma v družbi svojih prijateljev. Kadar bi prišli, je bilo vedno veselo vzdušje v hiši. Radi so imeli domač kruh s pršutom, pili pa le rdečo vino, je še zaokrožila spomine na novomeškega slikarja Božidarja Jakca, njegova daljna sorodnica Irene Jakac.
Istra, pravlična dežela, ki obstaja tudi v resnici. Spoznajte jo.